Tokrat v občinskem informatorju. Starostniki pogrešajo svoje družine, a v domu se trudijo, da so tam za njih. Pohorje zasnežujejo vsakodnevno, začetek sezone še ni znan. V Kungoti bo virtualni veseli december in tudi božiček za en dan. Mariborski založnik in galerist Primož Premzelj prejel Šventnerjevo nagrado. Simon Marčič se že 7. odpravlja na zahteven Rally Dakar. Lepo pozdravljeni. Epidemija je precej prizadela tudi vse mariborske domove za starejše. Prvi je bil dom Danice Vogrinec oziroma njihova enota na Taboru in kasneje na Pobrežju. Povsod je tudi kar nekaj okuženih zaposlenih, a trudijo se, da kadrovskega primanjkljaja starostniki ne zaznajo in zanje skrbijo, kar se da lepo. Z direktorjem doma Danice Vogrinec Maribor smo se v minulih dneh pogovarjali o stanju v njihovem domu starostnikov. Bolezensko stanje je vsaj zaenkrat obvladljivo. Zahtevno, predvsem z vidika obremenjenosti naših sodelavcev, našega kadra. Res pa je tudi, da ne beležimo vsaj ta trenutek še neke neobvladljive situacije, kajti v domu je ta trenutek ob 809 stanovalcih, za katere skrbimo, taka je naša kapaciteta, 31 aktivno okuženih in 10 zaposlenih. Načeloma so okuženi v nekih omejenih okoljih, tako da ta trenutek lahko rečem, da zadevo izjemno strokovno in korektno obvladujemo. Seveda pa je jutrišnji dan skrajno nepredvidljiv in je seveda možnost prenosa virusa seveda obstaja, tako kot tudi med nami in v vseh drugih domovih. Kadrovski primanjkljaji so problem že, ko niso prisotne okužbe s koronavirusom. Kaj šele, ko živimo v času epidemije? To je vedno neizpeta zgodba. Jaz ponavljam že vrsto let, da je kadra za delo, kvalitetno delo za starejšimi v normalnih razmerah premalo in da seveda je sila enostavno sprejemati protokolne rešitve oddaleč brez zavedanja, kaj v resnici te obremenitve za zaposlene pomenijo. In resnično, šele v trenutku, ko se zaveš, kako razdvojeno živijo naši zaposleni, ko živijo ločeno od svojih družin z namenom skrbeti za to, da se virus ne bi prenašal, in ko tako živijo že lep čas, je seveda njihovo breme in so njihove obremenitve ne le izjemno težke v samem delu, ampak tudi v življenju, in to premalo krat ponavljamo. In ta trenutek je ta njihova vpetost v reševanje, omejevanja okužbe izjemno velika in verjetno ni denarja, s katerim bi jim lahko to poplačali. Za svoje stanovalce se maksimalno potrudijo, da bolezen prestajajo kar se da dobro. Velikokrat pa jih kak škodoželen komentar prizadene. Rečem, da je res relativno zelo velika večina stanovalcev, tistih, ki so preboleli samo okužbo, v relativno zelo dobrem zdravstvenem stanju, da seveda so v domu stanovalci, ki so starejši, ki so imeli pridružene bolezni, ki so bili v zelo težko zdravstvenem stanju, in je seveda pri vseh nemogoče pričakovati enako dober izhod, ampak vendarle lahko ta trenutek rečem, da zapletov ta trenutek v poteku same bolezni načeloma ni, da za njih zelo lepo skrbimo in seveda nas kdaj taki komentarji zelo prizadanejo, takrat, kadar slišimo, da stanovalci niso urejeni, da so lačni in podobno. Jaz lahko res zelo odgovorno, suvereno trdim, ker sem prisoten tudi v rdečih conah. Vem, da se za stanovalce skrbi maksimalno korektno. Dejstvo je, da starostnikom manjkajo domači, saj obiski niso možni. Pogrešajo družine, a v domu se trudijo, da jih opogumijo, da preživijo te težke dni, tedne in mesece. Največja naša skrb, čeprav stanovalci velikokrat celo kljub dolgočasni odsotnosti od svojcev velikokrat rečejo, da bomo še že zdržali in da še vedno ni tako hudo,
pa tudi naše res izjemno požrtvovalno delo seveda ne more nadomestiti tega, česar nimajo, in to je v bistvu tega življenja, ki ga nimamo tudi ne nazadnje mi, nimajo kontaktov z otroci, nimajo kontaktov z svojimi svojci in seveda to je boleče tako za nas kot za njih, in če kaj, si mi seveda srčno želimo, da bi bilo teh časov čim prej konec in da seveda virus obvladamo na nek način z našim odgovornim ravnanjem, dokler se seveda ne najde druge ustrezne epidemiološke rešitve, kot so cepljenja in še kaj drugega. Večja žarišča okužb s koronavirusom se sicer v Mariboru pojavljajo predvsem v domovih za starejše, socialno-varstvenih zavodih ter podjetjih. Zato vsi, ki so dnevno vpeti v situacijo, pozivajo, da se ljudje držijo ukrepov. Usoda smučišč letos še ni jasna, se bodo leta lahko odprla ali ostajajo zaprta. Direktor Marproma nam zaupa, da se trenutno na zimo pripravljajo, kot da ta poteka normalno. Smučarske strmine zasnežujejo, ko je vreme primerno. Upajo, da bodo kmalu jasne smernice, kako bo letošnja zima na smučiščih potekala. Mariborsko Pohorje je v pričakovanju zimske sezone. Temperature so primerne tudi za zasneževanje smučišč. V bistvu mi poskušamo izkoristiti vsak trenutek. Danes recimo imamo pogoje za izdelavo snega v nižini, ker je inverzija in zgoraj sonce in toplo. Tako da od sobote naprej se pripravljamo polno na sezono, kot da bo sezona čisto normalno bo. Snežni topovi so vsak dan v pogonu, priprave na sezono kljub negotovosti so v polnem teku. Da tega ne ve nihče, Mi še vedno računamo otvoritev sezone 11., 12., 13. december, kolikor se bodo ukrepi podaljšali teden dni kasneje. Je pa drugo dejstvo, da če mi ne bomo zdaj proizvajali snega, sploh v tem delu, ker smo nizko ležeče smučišče, bomo potem zamudili ves čas in sneg se dela, da so pogoji. Ne takrat, ko bi ga lahko izdelovali, tako da poskušamo vse te dneve, ki imamo temperature, izkoristiti. Trenutno delo in življenje narekuje koronavirus, kako če sploh bo potekala zimska sezona, še ne vedo. Ne glede na negotovost pa se pripravljajo na sezono, ko to dopušča vreme. Smo delali sneg v bistvu do 9. ure zjutraj, so ti topovi leteli. Tako bi se naj ponavljalo do sobote, ko bi pa naj dobili take prave zimske pogoje za izdelavo snega po celotnem Pohorju. V ponedeljek zaenkrat je napoved takšna še nekaj celo naravnega snega, tako da upamo, da bodo pogoji, da bomo sneg izdelali dobri. Začenjamo z zimskim časom. To je zima in prav je, da po zimi pade tudi naravni sneg. Pobeljena je tudi že areška stran Pohorja. Tam je največje smučišče Pisker in leto je na sezono praktično že pripravljeno. Na areški strani zasnežujemo samo Pisker, ker je največje smučišče. Sama naprava ima največjo kapaciteto smučarjev. Je tudi najdaljše smučišče in nam je prioriteta zasnežiti na takšni progi, kjer bomo lahko imeli veliko količino smučarjev. Sodeč po vremenski prognozi si lahko obetajo tudi nekaj naravnega snega in temperature pod ničlo po celotni pohorski strmini. Kakšni so scenariji za začetek sezone, direktor Marproma pove, da o teh napovedih je zelo nehvaležno govoriti. Zdaj zelo nehvaležno o tem razpravljati. Poslušamo nekaj navodil, ki so jih prejeli v Avstriji. Vsi vemo, o čem govorijo danes v Italiji. Poskušamo se prilagajati to, kar nam je znano. Definitivno omejitve bodo, se pravi, takšnega smučanja, kot je bilo lansko ali predlansko leto, ne bo. Upajmo pa, da se bo situacija toliko umirila, da bodo pogoji čim bolj sproščeni. Kolikor se bodo smučarji kmalu lahko smučali po teh strminah, verjetno tudi sami bi pozvali k upoštevanju določenih pravil, kot so uporaba gondole na pravilen način in vse ostalo. Mi smo to že zdaj od časa trajanja prve epidemije, oziroma ko smo prvič razglasili epidemijo in ponovno lahko začeli poslovati, opozarjali, se pravi tudi razkuževali vse na naši krožno-hladilski žičnici. Tako bomo tudi v prihodnje. Na vse zadnje za nas kot podjetje je vitalnega pomena, da lahko poslujemo, ker samo na način, da lahko poslujemo, ustvarjamo tudi prihodke, s katerimi pokrivamo stroške. Tako vsaj zaenkrat ni jasno, če se bodo rekreativni smučarji lahko letos podali po pohorski strmini. A če bo vreme dopuščalo, pa je gotovo to, da se bodo alpske smučarke pomerile na 2 tekmah veleslaloma sredi meseca januarja, a tokrat brez gledalcev v ciljnem izteku. V občini Kungota se pripravljajo na praznični december. Letošnji najbolj praznični mesec bo tudi tam prilagojen zaradi epidemije.
pa vendar bi radi pripravili praznovanje, s katerim bi razveselili tako otroke kot tudi druge občane in občanke. Kako je bilo prejšnja leta, se je spomnil podžupan občine Kungota Rudi Matjašič. Kar več let so namreč v Zgornji Kungoti imeli čez mesec postavljene stojnice, pripravili pa so tudi prireditve. Letos pa bo Veseli december virtualen. Veseli december smo vsa leta prirejevali v Zgornji Kungoti, kjer so se ob stojnicah ponujale dobrote naših pridelovalcev in predelovalcev vin in seveda drugih dobrot. Obiskal nas je v Božiček, kungovška plehmuzika nam je popestrila z koračnicami in dejansko naredila uvod v Veseli december. Glasbo smo imeli živo in tudi letos bo tako, sicer malo v drugačni obliki, imeli bomo virtualni Veseli december, kajti zaradi tega nesrečnega COVID-19 se pač moramo prilagajati, ampak da ne bomo spali in da bomo ljudem pokazali, da nam ni vseeno, bomo tudi letos priredili nekaj, da bomo mogoče le komu polepšali ta december. In čeprav bo letošnji Veseli december predvsem virtualni, pri pripravi sodeluje več društev, ki bodo vsako zase prispevalo svoj del. Poskrbeli pa bodo tudi za akcijo Božiček za en dan. Kar se tiče Veselega decembra, tega našega virtualnega Veselega decembra v Kungoti, smo vključili določene posameznike, tudi duhovnike, predsednike določenih društev in tudi društva bodo sodelovala. Seveda koncerti ne bodo mogli biti v takšni obliki, kot smo navajeni, ampak bomo dali posnetke, katere smo seveda izvajali pred tem covidom. Tako, omenili ste pa tudi prej, ko smo se pogovarjali, da bo tudi Božiček za en dan. To je projekt, dejansko akcija, kateri smo se tudi mi priključili. Opazili smo v naši občini, da je veliko starejših, ki živijo v pomanjkanju in bi jim radi priskočili na pomoč. Tu smo se združili z našima dvema društvoma za upokojence, Karitasom in Rdečim križom, in radi bi te starejše, ki živijo v pomanjkanju, obdarili z akcijo Božiček za en dan. Seveda tudi, kdo je pripravljen se pridružiti tej akciji, lahko obišče to spletno stran in se nam pridruži, da bomo polepšali z enim majhnim darilom velik nasmeh na ustih. Brez prazničnih lučk pa vsekakor ne bo šlo. Prižgali jih bodo v tem tednu. Božiček nam je obljubil, da bomo tudi letos otvorili te praznične lučke in upam, da nas bo tudi županja pozdravila v spremstvu Božička. Tako da bo tudi praznično obarvan čarobni december. Po prižigu luči pa bodo poskrbeli, da bo virtualni Veseli december zaživel in ponudil dovolj virtualnih prireditev, ki jih bodo občani in občanke lahko spremljali. Primož Premzl deluje kot založnik in urednik že 28 let. V tem času je opravil 53 manjših in večjih založniških projektov, pri nekaterih je to nekajmesečno ali nekajletno delo. Posvetil se je tako mariborski kot ptujski zgodovini ter osebnostim, ki so s regijo in njenim razvojem povezani. In zaradi njegovega truda ni niti presenetljivo, da je letošnji prejemnik Šventnerjeve nagrade za založništvo. Primož Premzl je kot Šventnerjev nagrajenec ponosen iz več razlogov, ne samo zaradi svojega izjemnega doprinosa k zgodovini in kulturi, ampak tudi zaradi tega, ker so ga med drugimi založniki in založbami opazili. Po 22 letih, kar se ta nagrada podeljuje kot vrhunec začetka vsakoletnega knjižnega sejma, sem prvi vzhodno od Ljubljane, ki je to nagrado prejel. Treba je seveda vedeti, da v Ljubljani in tudi v zahodnem delu Slovenije je veliko izjemno pomembnih založb, urednikov, ki so seveda si zaslužili to nagrado. Opaženi so bili tudi založniki na Tržaškem, na avstrijskem Koroškem, ki seveda delujejo z slovensko knjižno produkcijo. Dejansko pa v tem delu Slovenije pa zaenkrat, ne vem, ni bilo nikogar, ne da si ne bi zaslužil, ampak nikogar, tistega, ki bi si zaslužil, ga ni predlagal in to je tudi seveda pomembno. Med vsemi projekti in zgodovinskimi osebnostmi, ki jim je posvetil čas za raziskovanje, sam Premzl izpostavlja. Vsebinsko
tehnično, tudi v finančnem smislu je bil najbolj kompleksen projekt faksimila Ptujskega statuta iz 14. stoletja. Ta projekt sem delal skupaj z Zgodovinskim arhivom na Ptuju leta 1998 in to je res bil megalomanski projekt z izjemnim finančnim budžetom, ki je bil seveda podprt strani Ministrstva za kulturo in tudi strani mestne občine Ptuj. Kot Mariborčan pa seveda sem najbolj ponosen na knjigo Mariborske vedute, ki sem jo izdal leta 2004 in je plod 11-letnega mojega raziskovalnega dela in iskanja teh slikovnih slik mesta od 17. do konca 19. stoletja, ne samo v Sloveniji, skoraj več v sosednji Avstriji. Zavzemal pa se je tudi za postavitev spominskega obeležja Hermana Potočnika Nordunga, ki je del otroštva preživel tudi v Mariboru. Na Dunaju pa je odkril pokopališče s podatki o njegovem pokopu. Na tej lokaciji seveda ni bilo več njegovega spominskega obeležja, kajti ni imel potomcev, žena njegovega brata je tudi v nekem trenutku ostarela in ni bila več sposobna skrbeti za ta grob, plačevati najemnino in na tak način je izginila sled za njim in seveda, ko sem to informacijo na dunajskem pokopališču dobil, je seveda bila prva misel, kako postaviti njemu spominsko obeležje. To pomeni, da bo seveda se spet vedelo, da je tam pokopan. Na isti lokaciji seveda to ni bilo možno, saj so že drugi najemniki. Je pa pokopališka uprava ponudila možnost spominskega obeležja, tako imenovanega kenotafa, na sosednji lokaciji in s svojimi stroški sem takrat se lotil tega projekta. K temu je kasneje pristopila mestna občina Maribor in aprila leta 2014 smo imeli slavnostno postavitev tega obeležja in to je bil en imeniten dogodek. Osvetlil pa je tudi pogled na Tegetthofa, o katerem je izdal knjigo v slovenščini in nemščini. Je v zadnjih 150 letih bilo izdanih in napisanih izjemno veliko knjig in seveda je težko najti kaj novega, ampak dejansko smo pa imeli srečo v Mariboru to, da je Tegetthofova mati, ki je umrla po njegovi smrti, mestnemu magistratu tam v začetku 80. let 19. stoletja podarila pisma njegova, ki jih je pisal svoji materi in tudi ostale drobne tiske, to gradivo sedaj hrani Pokrajinski arhiv Maribor in seveda javnost v tujini tega gradiva ni poznala in seveda zaradi tega gradiva je ta knjiga pred leti požela tudi izjemno dober odziv v tujini. Premzl pa po vseh preteklih velikih projektih ne počiva. Vedno izdam po 1 do 2 knjigi na leto, več ali manj so to knjige, ki jih delam po naročilu. Sicer pa se zadnje tedne ukvarjam z začetkom projekta Javna dostopnost zasebne domoznanske zbirke, ki jo gradim tako rekoč še iz študentskih let. Na razpisu Ministrstva za kulturo v okviru kreativnih industrij je ta projekt bil podprt in v roku leta dni moram ustvariti platformo z osnovno predstavitvijo te zbirke. Želim pa si, da bi drugo leto, ko bi naj bil še tretjič ta razpis ponovljen, se lahko prijavil na drugo stopnjo tega razpisa, zaposlil za 1 leto človeka, ki bi dejansko mi digitaliziral to zbirko, čeprav si upam trditi, da v 1 letu to ni možno, ampak vseeno nek začetek bi bil. Skratka, ta zbirka. Skratka, dela je za Primoža Premza na področju založništva in knjigotrštva še veliko in verjamemo, da res ne bo počival. Čez dober mesec gre Simon Malčič na adrenalinsko preizkušnjo. Že 7. bo z motorjem tekmoval na Rallyu Dakar.
Ta bo ponovno v Savdski Arabiji, zaznamovan bo s strogimi preventivnimi ukrepi. Marčič, ki letos trenira z novim trenerjem, Pokleka se mu je pridružil konec lanskega leta, upa, da bo presegel uspeh prejšnjega Dakarja. Medtem ko večina naših motoristov pospravlja opremo in motorje na prezimovanje, se Simon Marčič vneto pripravlja na nov, zanj že 7. po vrsti Rally Dakar. Čez dober mesec, bom rekel, štartam 7. na Rallyu Dakar, letos ponovno v Savdski Arabiji, tako da prihodnji teden dejansko že moram naložiti motor na ladjo v Franciji, tako da ja, se veselim. Treningi potekajo super letos, no, kljub temu, da je mrzlo, to ni nikoli bila ovira, tako da ja, fajn, se res zelo veselim že. Prejšnjim Dakarjem je Marčič več kot zadovoljen, saj je dosegal dobre rezultate v hudi konkurenci. Nenazadnje mu je dobro služil tudi motor. Tega ima zdaj že pripravljenega. Motor je konzerviran, bom rekel, no, par lepotnih dodatkov še dodamo v obliki grafik gor, no, se pravi, da bo tudi polepljen tako kot treba. Kaj se tiče same tehnike, pa je vse skupaj pripravljeno. Z prejšnjo sezono oziroma s prejšnjim Dakarjem si načeloma, bomo rekli, zadovoljni. Ja, seveda, z lansko izvedbo absolutno, no, tudi najboljši rezultat sem naredil overall, se pravi med motoristi skupno, v svojem razredu ne, bil sem 8, bil sem predtem že 7, no. Je pa res, da je konkurenca bila lani neprimerno večja v mojem razredu, kot pa takrat, ko sem prvič nastopil 2016, samo za primerjavo, takrat se nastopilo v tej kategoriji, torej Original 9 tekmovalcev, letos nas je bilo pa 40, tako da več kot 4-krat več, no, udeležbe. Letos tudi pričakujem zelo veliko konkurenco, pač dosti tovarniških dirkačev tudi se je odločilo nastopiti v tem razredu, najverjetneje zaradi finančne situacije, pač ekipa stane dodatnih 20.000 evrov in seveda marsikdo se je odločil, da se pomeri še v tej najtežji kategoriji. Tudi to športno panogo je letos zaznamovala svetovna pandemija, pa vendar števila prijavljenih tekmovalcev ni oklestila. Dobili pa so zelo stroga navodila. Manj tekmovalcev niti ni, no, moram reči, samo premešali smo se, bom rekel, iz enih razredov v druge, to je vsa razlika. Kaj se pa tiče tega sanitarnega protokola, je pa zelo velika razlika, jasno. Ko prijem dol, moram biti 48 ur v hotelu, potem gibam se lahko samo med hotelom in bivakom nič, se pravi tam, kjer imam verifikacijo in tehnični pregled. Cepiti se moram tudi proti gripi, tako da res številne spremembe so tudi, kar se tiče samih letalskih kart, za tja so nam naredili 4 čarterske polete, no, iz Evrope oziroma malo več, ja, vse skupaj 6 recimo, no, tako da bo definitivno en izziv več, ampak v končni fazi nič, za vse je enako, no, tako da, ja. Bodo pa zagotovo okrnjeni stiki z navijači, ki so sicer sestavni del te adrenalinske športne panoge. Navijači so vedno bili del Dakarja, no, sploh v Južni Ameriki je to bila res euforija, bom rekel, ne samo navijaštvo, tukaj mogoče malo manj, ker ni še toliko uveljavljen Dakar, ne, vemo, da letos je bil prvič, zdaj je 2021 drugič, tako da letos bo to omejeno, definitivno v bivak praktično ne bojo nikogar od obiskovalcev spustili, na sami trasi pa itak to tako velika razdalja, da bi se tam okužilo malo verjetnosti, no, čeprav je pa res treba paziti, ne, ker če seveda imam testirali nas bojo skoraj vsak dan, če sem pozitiven, potem seveda sledi pot domov, ne. Marčič je imel letos tudi spremembe pri treningih, saj ima novega trenerja. Konec prejšnjega leta ga je začel trenirati Marko Pokleka, letos sta korenito spremenila treninge. To sem začel z novim trenerjem, z Markom Pokleko delati že lani v bistvu ob koncu leta, no, ampak malo pozno, tako da jaz mislim, da letos se bo pravi rezultati dela pokazali čez celo leto. Zelo sem spremenil način, no, prej sem zelo dosti kolesaril, pa probal tam izvesti, ne, mogoče pa premalo pozornosti dajal te moči v sami vzdržljivosti, no, tako da tu sem naredil en velik korak naprej, bom rekel, pa verjamem, da se bo to tudi poznalo, no. Težko je zdaj reči, katerega mesta se nadejaš, katero mesto bi bilo tisto, s katerim bi bil zadovoljen, pa vendar lahko oceniš, štartaš na boljše kot prejšnjo sezono. Vsekakor štartam na stopničke v svojem razredu, ne, tako kot že zadnja, bom rekel, 3 leta, no, mislim, da to je
povsem realno, ne, tudi za zmago boriti se ni, lani sem tudi bil že na etapi drugi, pa nekajkrat četrti, tako da ja, zelo je pač odvisno od situacije tudi, da se ti ne zgodi kakšna tehnična težava, tako kot lani, ne nazadnje, ne, ko sem tudi zgubil v generalni razvrstitvi več kot 10 mest, pa v svojem razredu tudi vsaj 2 mesti, no, če ne 3. Tako da ja, to je vedno, bom rekel, neke vrste pač marsikaj nepredvidljivega tu, ne, in seveda. In tudi zaradi tega je treba še zadnji mesec pred začetkom relija dobro preveriti stanje motorja in predvideti nepredvideno. Toliko za enkrat. Spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.